Živ, Uriko Ribanc sem, na hišnem sejmu, zdaj imajo že poligon fletne postavljene, tako da nekaj se dogajajo, demonstracije bodo, zadnji pa cel kup mašinerije razstavljene. Pa najbolj grem kar kele, ki je odele po zvočnike malo povedali, tam bomo največ zvedli. Najbolj grete kar z mano, akva? Buhar, to pa je profi metla. Kako je to narišten genot? Enak zadev. To še malo več povedali. Kak ima volandičko? Na desna. Čisti spacialc. Gleda, da ima dva motorja not, ki je drugega še za lauko. Da je to denarja še pa još, ampak je pa najbolj meni noro, pa fascinantno, pa je to ne hidravlike, pneumatike, elektrike gor, to je noro. No, da gre pa jaz v kabino pogledati, živ majster? Ti kako je tole upravljate, ki je težko? Neč, enostavno, avto stisneš, če daš na primer v rikvrc, se ti pospravi, daš naprej v delovno brzino, se ti spet se nazaj naštrimati, kot se mora. Vidim, da imaš to cel kabenah komand. A na desni strani imaš pa za to volan, da imaš za porobnikah, pa za to, da vidiš, a ne? Pa imaš še malo za počivati zadnji. Evo, dve mi dela sem ta. A sem ta desna? Ja, se pravi, to je, ko greš v obrobniku. Nekaj za take zadeve. Štele se, bolj, ukrčiš. No, taj pa štromar, je čistih, obi dve akse se mu zavijata, da je fajn ukreten. Syndicat VR50i. Kola se pa poj zadnji odpira, je vrata. Evo, pa zalogovnik not. Zdaj gremo poj smeti pa te zadeve, pa voda. Ja, rol gor je pa za jaške. Čakaj, pa prtevelik ima je bilo tudi za jaške tam? Tudi ja. Tudi, a ne? Za listje pa za take zadeve. A to pa z dalinčkam vse upravljaš? Enostavno pomikate obrate gor-dol, pomikate cel isto gor-dol, pa cel naprej nazaj. Se pravi, ta cel se iztegne za to dolžino tudi še 2 metra. Zalogovnik se tudi dvigne, da kipaš v večje kontejnerje in take zadeve. To se pravi, kot en prekipnik. To je pa še ta mala izvedba. Ma prav babgor, šobo, oziroma štrajfiks, ki so podlačen čestil, pumpe, motor. Evo, zalogovnik. Pa se pa to z vodo not meša, zato da se ne praši. A bo to plac, a bo? Za 2 bo. Aj to dele tam na joysticka, pa ima višaš. Zdaj imaš v bistvu vse upravljene, v principu miške, da je enostavno roka počiva, vse funkcije tukaj nadzoruješ, koliko imaš trbače, tistrovo, kaj se dogaja s strojem. A ima zdaj kakšen program naštima, da boš čisto ročno šel? Zdaj imam čisto ročno. Imaš pa tudi prednastavitve, 3 lahko shraniš. Kako pa je to, če pride, ne vem, kakšna večja reč, ne vem, pljučevinke, jablčki, kaj takega, to potegne not ali ne? Ja, loputo odpreš na sesalnem usnju in
lahko s tem omogočaš, da povečaš odprtino, da pobiraš večje smeti. No, tale, ki pa ima manj, pa pomeni, da je tudi bolj ukriten. Tam na nesreč se flet na lom. Zdaj pa nazaj na delo. Zdaj pa zgleda, metle posipajo. Ko imajo fajno posipalcem od zapičene, kako pa zgleda to? Kola. Celke pa ene specialne mehanizacije. Plug pa zadnji na kasona poj posipalc, tudi vidim. Aj tam ima fletna not, so pa pesek, tle pa trosilc. A jaz sem pa ugotovil, da je to štromar, na štrom laufa tale kasonar. Tle imajo pa še kamione, že kombinacije gor pripete. En posipalc, še ima huj posipalc. Se ekipa Abrol, evo, tle ima tudi ta prvo roko, zadnji posipalc. V glavnem delajo nadgradne na vse sorte zadev. Riko pluga, tale za traktor, zadnji poj pravun, komunalen, posipalc, v glavnem imajo kar fletno razstavo. Riko to plug, pa MB Trak 1000 zadaj, to je pa taka, ga imamo mi, raketa. Mater, tale pa reži zvarinaj. Tudi cel plug je dalen, zaradi jaškov, zaradi kakšne ovirke zadane. Bom probal en šotnot nalima, če najdu, kako to zgleda. Tlele so pa še Riko od pomatača. Spredi za traktor, tamle zadnji mulčar od Rikota. Takole pride, to je pa treba cel traktor predevati, upetje pa vse, da je to kompatibilno. Mislim pa, da imajo komunalce zvarat takele zadeve kar na valtrah gor. Tle imajo pa še ferija, tudi bočne mulčarje. Takole pride, cel kup hidravlike gor. Tako to vse prek hidravlike laufa. Tamle pa še ena zadeva, malo so se različne. Energril, samohoden mulčar. 12 metrsko roko ima zadnji, ki vsuče skozi vse smeri, pa mulčar tudi. Pride ima pa za stebričke, kakor vidim, kabina suče čist namensko za to narejen. Evo, pa se to obrne, ke zajc. Drugače to orang strupena zadeva. Pa stegnu tole roko. Kako pa ima trojen teleskop, če sem prav videl tamle. Tamle na kulutov pa ga kablovja gor. Ima pa tle na koncu tudi opcijo za, ne vem, ali 20 priključkov ali cel kup v glavnem. Se stihne ga skoraj odribance do krana. Robotska mulčar, nadaljnička se upravlja, 50 konov ima, firme je tudi Energril, obstaje pa od 20 pa do 100 konov variant. To je pa ima bolj za take terene, ki so bolj nedostopne, da je tale prpleza, tam ki ne moreš s traktorja. Evo, tam napolnila da spuščati za stebričke, da se bojo ob cest pele. Evo ga, že mi je prišel. Kaj ima pa tale še kaj opcije poj? Primer delovna roka ima 3 režime. Zdaj tukaj imate fiksen položaj, če ga jaz dol pritisnem, pa tudi on pritisnem dol. Druga opcija je plavajoči položaj. To pomeni, da sledite remu. Tretja opcija je pa sledenje preko akumulatorja. Kaj pa to pomeni? Torej pa na akumulatorju teža glave in neka. Cela teža. Da ima blaži. V glavnem, cel kup enih opcij. Evo, takole gre pa mimo. To je z obcesta, da je pokošen, da je urejen, da ni vse zarašen.
bistvu tudi gleda vse na senzorje dela. Ima pa zgleda tudi opcijo, da sam z eno dela ali pa z obima. Zadnji ima tudi tudi levitaranco, oziroma puhalnik. To je pa zato, da smrti pa tako res ceste odpihne dol. Kar tak multipraktik, že skoraj. Zdaj pa še Ferry pa John. Flit nas tole rokca malo se špila. Je ga noč prekucnil, John kot ta. Živ Robi. Zdravo, živo. Ti, kva če bi doma pogledala še tale slovenski Riko Ribanca program? Kva se kaj dobi, kva imate kaj? Pri nas imamo od traktorskih posipalcev, vlečnih posipalcev, plugov za pluženje, polip 1000 kg nosilnosti, porablja se za hidravlične nakladalnike, z njim nakladamo lahko odpadno železo, kamenje, različno odpadno embalažo. Brizga za bitumen, namenjena za brizganje bitumenske emulzije na asfalt, se predogreva preko izpušnega sistema motorja. Ajo, da je to vezano. Tako. Zanimivo. Eden naših najmanjših posipalcev, primeren za manjše traktorje. TP3 imamo 3 načine posipanja. Prvi način je preko dozirnega valja, drugi način je z posipnim krožnikom in pa možnost tudi z predvlaženjem. A ti pa že komunalen tale? Tole je pa naš najnovejši, kot mu jaz rad rečem, posipalec vseh traktorskih posipalcev. Zalogovnik je sestavljen iz 2 komor. Vsaka komora ima svoj lasten pogon preko hidromotorja. Lahko posipamo samo z soljo, lahko posipamo z peskom in lahko posipamo z mešanico. Aha, ti pa če sem specialen, daljen. Naš vlečni posipalec, širina posipanja je nekje 2,20 m, pogon je preko verižnega prenosa levega kolesa. Naslednji posipalec, TP120, samonakladalni posipalec, posipanje preko dozirnega valja, širina posipanja 2,20 m, enostavna rešitev za posipanje krajših odsekov lokalnih cest, kolesarskih stez in pa pločnikov. Naš največji in najmočnejši plug, RPS, varovanje preko togih nihalnih vezi in pa vzmeti, kar mu omogoča preskok preko ovir 10 cm, velikosti so od 3 metrov do 5 metrov, za letališča smo naredili tudi 9-metrski plug. Je zelo robustne zasnove in je primeren za pluženje večjih količin snega. To se pravi profi varianta. Profi varianta, naš dvosegmentni SPV plug, imenovan tudi špic plug ali vario plug, velikosti od 1,5 metra do 3,6 metra, različni delovni položaji, en izmed njih je A položaj, lahko plužimo v ravnem položaju, lahko pa tudi plužimo v Y položaju. Naša pometalna naprava PVK 230, delovna širina je 2,30 m, bočna ščetka je primerna za čiščenje ob robovih cestišč in pa ob zgradbah. Kot obračanja je 30 stopinj levo-desno, bočni grip 8 stopinj, glavna ščetka je nastavljiva po višini, bočna ščetka, smer vrtenja levo-desno, hitrost vrtenja od 0 do 150 obratov na minuto, vlaženje je pa nameščeno z zadnje strani. Super, hvala lepa. Hvala lepa. Za predstavitev. Hvala tudi tebi. Ti lazaj lepa drata, stari, tole pa more praskati. Če na cajt na mestu vrtiš, verjetno kar luknja naredi. Jana, živ. Pozdravljen. Ti, ko če meni malo porazložil še tele ferije, kva se kaj dobi, kako to kaj? Rade vole, evo ti, takole je. Tlele imamo na ogled največji, najmočnejši tip kosivnice TKD 560. Zelo močna, brutalna, za najtežje pogoje dela. Kot vidiš, konstrukcija 4 cilindri za prvo roko, prednost te kosivnice, da ima pomik druge roke za 245 cm naprej. Moč na rotorju kosilne glave je 84 konj, batna izvedba, proporcionalno upravljanje, dvoročno proporcionalno upravljanje, potrebna masa traktorja je vsaj 6 ton za tole kosivnico, na njo lahko še namestimo škarje, breskar za kanale popravljati in to je to. To se pravi več priključkov. Tako je. A tole pa kaj naprej pomaknjeno, pa zato za bolj pogleda ali še kakšen drug ključ? To ima pa ključen namen pogleda, da strojnik, da se ne muči, da se ne matra, da vidi lepo iz kabine delovišče, kje dela, koliko se glava pela, skratka, da ni mučenja za strojnika. Dobra pogruntavšna. Hvala lepa. To je to. To je to. Bo v redu. Super bo. No, da bomo pa še pokazali, kako se tega hudiča sprazne. Nadaljunčka. Precej vode not. Tako je pa še strajpnik sem počet, da res prazne, da ga ščit. Je pa sesal zlot, mora biti kar močen, da tole takle pesek pač bodo vse not potegne. Tele ima pa tudi pa še vibrator, zato da je mreža druga, da je odkuca. Kar pritisn. Sicer se neč ne vidi, ampak zato da je čim bolj dol pade.
lepe pere. To je to z moje strani. Malo smo posneli tale kričen sajem, če bomo kakšne vprašanja glede telek zadev, se obrnete na Riko Ribanca, itak. Je pa tle za vsega obiskovalca tudi metla, tako da je kar eno vzel, pa gre proti Gorenjsku.